Pozdravljeni. Prosili ste me, da narišem graf iz tretjega dela, in sicer 35. točke, to se pravi graf dvojnega monopolista, to se pravi monopolista, ki je hkrati tudi monopsonist. Torej, če začnemo z osmi, narišem graf, označim ceno in količino. Zdaj, vem, da pri monopolistu je krivulja povpraševanja padajoča, hkrati je tudi, krivulja mejnega dohodka padajoča in pod krivuljo povpraševanja. Po drugi strani, ker imamo tudi monopolista, monopolist je soočen z naraščajočo krivuljo ponudbe in krivulja mejnih izdatkov je nad krivuljo ponudbe. Zdaj, da naš monopolist optimira oziroma maksimira svoj čisti dohodek, obstajajo trije pogoji. Prvič je, da so mejni izdatki enaki mejnim dohodkom. Drugi pogoj je, da je čisti dohodek maksimalen. In tretji je, da je mejni čisti dohodek enak nič. Iz teh treh pogojev določimo potem optimalno količino in ceno. Ne? In zdaj gremo narisati to na grafu. To se pravi, zdaj bomo ugotovili bomo, kje je optimalna količina, tam, kjer se mejni izdatki sekajo z mejnimi dohodki. Gremo dol do količinske premice, k zvezdica označimo optimalno količino. Da bi ugotovili, kakšna je nabavna in prodajna cena, gremo najprej pogledati, kakšna je prodajna cena, gremo gor do krivulje povpraševanja, poiščemo Cournoyevo točko in potem gremo do cenovne premice in označimo prodajno ceno. Da bi nabavno ceno določili, gremo iz optimalne točke, kjer so mejni stroški enaki mejnim izdatkom, dol do krivulje ponudbe, zopet najdemo Cournoyevo točko in gremo potem do cenovne premice in to je nabavna cena. In celo tole področje, ki sem ga zdajle z to roza barvo, ciklamno, kakorkoli že označila in šrafirala, to je njegov čisti dohodek. Ne? Potem pa moramo označiti še v tej optimalni točki, smo rekli, da je skupni čisti dohodek je maksimalen, ne? Takole ena tangenta, da vidimo, da je to maksimum te krivulje. Da se pravi, to je čisti dohodek in potem skozi optimalno količino gre pa potem takole krivulja mejnega čistega dohodka. Ne? Tako da to je v bistvu to. To se pravi, pogoji so izpolnjeni, prikazani so na grafu. Tako da najlepša hvala.